Danes je z mano gospod Nik Vovk, diplomirani filozof in antropolog, magister humanitarnih študij in že leta predvsem humanitarec. Um, Zakaj je danes z mano? Mene je pritegnilo predvsem to, da je sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce, ki že 2 leti deluje v Gazi in na Zahodnem bregu. Ampak da ne odstopim od svojih klasičnih postavitev, gospod Vovk, a se lahko predstavite, kot želite biti sami predstavljeni? Dober dan, hvala. Mislim, da je glede na temo pogovora najboljše, da se predstavim po svoji strokovni strani. Poleg izobraževanja, ki ste ga omenili, sem tudi specialist za odmikanje ubojnih sredstev, eksplozivnih ubojnih sredstev. In to je pač specializacija mojega dela, s katero sem se ukvarjal 5 let v Ukrajini in zdaj 2 leti v Gazi. Pred tem delal za Združene narode na Kosovu, in vedno do zdaj v predvsem humanitarnem delu že več kot 10 let na splošno. Sem brat, sem sin, sem partner, po drugih straneh, ampak zadnjih 10 let je nedvomno večino mojega časa bilo predanega temu delu. Umikanje bojnih sredstev. Kaj točno to pomeni? Torej, če si lahko predstavljate, ko smo na nekem vojnem območju, bodo vojske med sabo se obstreljevale z različnimi eksplozivnimi izdelki. Recimo bombe, rakete, mortarji in tako naprej. Te zadeve dostikrat tovarniško imajo že samo napako in ne bojo eksplodirale zaradi te napake. Potem je pa tudi odvisno, kako pristanejo na tla, odvisno je, kako se odbijajo od stavb, recimo če so spuščene iz letal. Tako da v vsakem primeru ostane ogromno tega eksploziva neeksplodiranega, na območju, kjer v veliki večini živijo civilisti, ki potem ali po padajo v nesreče s temi ubojnimi sredstvi, ali mislijo, da jih lahko prodajo, pa jih pobirajo, ali so otroci, pa se z njimi igrajo, in se zaradi tega ali poškodujejo ali pa umrejo. In humanitarno razminiranje se ukvarja z odstranitvijo takih eksplozivnih sredstev iz civilističnih območij, kjer je pred tem bila vojna ali pa kjer včasih še traja vojna, samo na drugem mestu. In kako izgleda delo nekoga, ki se ukvarja s humanitarnim razminiranjem? Ja. Torej iz čisto tehničnega pogleda, se najprvo mora najti te ubojna sredstva. Recimo mine so včasih, dobimo načrte od vojsk, ampak je to res redko, tako da je treba najti in mine in različne neeksplodirana sredstva, kar pomeni, da pridemo v različne skupnosti na začetku in se pogovarjamo z ljudmi, in nam povejo, recimo, kje so slišali eksplozije, kje so slišali vojske, ja, da se je premikala, in potem naredimo v bistvu načrt, označimo najverjetneje nevarna območja, in potem se z različnimi tehnikami lotimo razminiranja, čisto odvisno od same narave tega eksplozivnega sredstva. Torej mine se bo drugače razminiralo, kakor se razminira neeksplodiran mortar. Dostikrat bo uporaba teh detektorjev za mine. In potem se preveri se samo stanje bombe, recimo, ne. Ali je na točki, kjer se je ne da premakniti, ker je preveč že poškodovana in bi vsak stik z njo lahko jo eksplodiral. Oziroma, če se jih da premakniti. Dostikrat vojske, recimo, kjer so imeli neke vojaške punkte, pustijo za sabo ogromno stvari, ki niso eksplodirale, ampak nikoli niso bile tudi izstreljene, kar pomeni, da se jih lahko enostavno pobere in premakne. Če se jih ne da premakniti, se pa potem ponavadi, odvisno je od države, kjer to delamo, se streli samo zadevo na mestu. Torej prinese se kos plastičnega eksploziva, se da zraven tistega objekta, potegne vžigalno vrv in eksplodira na mestu. In vaše delo v vsem tem procesu, glede na to, da ste vseeno iz družboslovnih ved, niste študirali strojništva, niste študirali naravoslovnih ved, ki bi se ukvarjala, ne vem, z deminiranjem, je kaj?
torej vaša funkcija, je to bolj pogovor z ljudmi, je to odkrivanje, je to mapiranje ali je to tudi fizično delo z ubojnimi sredstvi? Torej, treba je pogledati mojo kariero v daljšem razmerju in potem, kje sem danes, v tem, ampak jaz sem bil usposobljen z različnimi vojskami, največ z dansko, švicarsko in italijansko vojsko, kako razminirati, in moj začetek dela v Ukrajini je bil tudi z razminiranjem kot takim. Torej, jaz znam razminirati, sem tudi jaz razminiral in potem od takrat naprej sem bolj prešel na tej točki v menedžerske vode. Torej, jaz, na koncu v Ukrajini sem recimo bil menedžer 70 ljudi, v 3 različnih državah, ko so se ukvarjale s takimi stvarmi, oziroma tudi z drugimi povezanimi z eksplozivnimi izdelki, in zdaj delam identično v Gazi, z razliko tega, da nam izraelska, vlada ne pusti prinesti noter opreme, ki bi jo rabili za razminirati. K temu se bova vrnila vsak hip, samo še eno podvprašanje. Na lestvici od 1 do 10, kako nevarno je vaše delo? Spet je odvisno od države, Gaza recimo je 10. 10 je, če vprašamo recimo, moja organizacija dela v 40 državah po svetu, v različnih postkonfliktnih državah. In Gaza v tem trenutku najnevarnejša država za našo organizacijo in, mislim, da bi bilo smiselno reči, da bo najverjetneje isto za katerokoli drugo organizacijo. V Ukrajini je bilo spet odvisno, kje si bil pa kdaj si bil tam. Recimo, mi smo bili v Donbasu na vzhodu Ukrajine, ko se je vojna začela, torej med invazijo, in potem bežali pred Rusi čez celotno Ukrajino. Takrat v Donbasu je bila tudi 10. In potem, če si bil v Lvivu, mogoče leto kasneje, je bilo že recimo 4-3. Bombe so redko padale, Lviv je odlično, lepo mesto, kjer imaš ves servis, ki bi ga lahko pričakoval recimo v katerikoli evropski državi. Tako da je povsem res odvisno kontekstualno, tudi znotraj same države je odvisno, na katerem področju si, in tako potem variira recimo ta, nivo nevarnosti. Če se vrneva v Gazo, koliko časa ste bili v Gazi? Kako je to izgledalo? En tak najprej zelo grob ali pa zelo splošen opis, preden greva na detajle. Torej, naša organizacija in večina organizacij, v tistem predelu se ukvarja z okupiranjem palestinskega ozemlja v celoti. Torej, imamo Gazo na eni strani in imamo Zahodni breg na drugi strani. Tako da je potrebno gledati tudi, na obe strani, in mislim, da je Zahodni breg tak, ke se hitro pozabi o njemu govoriti. In torej v zadnjih 2 letih sem bil na 2 misiji znotraj Gaze in pa potem neštetokrat v Zahodnem bregu. In potem, često tudi v Jordaniji, ker pač nam izraelska vlada nikoli ni pustila imeti delovnih viz. Ne moremo ostati ali v Zahodnem bregu, zaradi tega predolgo, oziroma v Gazi zaradi drugih zadev. In pa 3 mesece sem živel recimo v Jeruzalemu, kar bi načeloma padalo pod, Izrael kot državo. A je karkoli, o čemer danes ne bi želel spregovoriti, bodisi zaradi travm, bodisi zaradi tega, ker je pač preprosto off limits, ker je bilo tako grozno, ali pa ker se morda tudi koga bojite ali pa ne želite kakšnih tem nasloviti? Načeloma ne, mislim, imamo precejšnjo srečo, ker se ukvarjamo s tem delom profesionalno in je tudi profesionalna skrb za nas, tako da imamo ogromno obvezne psihoterapije, s katero predelamo stvari, ki smo jih, tam videli. In načeloma govorimo o stvareh, kot jih vidimo na samem mestu, in govorimo pač o njih prosto. Ničesar ne skrivamo. In načeloma, ni na tej točki kakšne teme, o kateri ne bi govoril. Težko pa komentiram recimo aktualno politično dogajanje. Pač humanitarci, to ni naše delo. Kakšna bo ureditev v Gazi če se premirje obdrži, se pač nas ne tiče in o tem ne moremo spekulirati. Lahko si želimo, da bo na koncu recimo politično ureditev taka, ki si jo bojo želeli ljudje in ki bo ljudem stregla, in mi bomo tam toliko časa, dokler temu ne bo tako, ampak o teh temah recimo težko komentiram. Ampak če v zvezi s politično, temo samo eno vprašanje zastavim, pa potem nobenega več. Ali menite, da je to, kar se dogaja v Gazi na Zahodnem bregu, genocid?
Ja, nedvomno. Mislim, da lahko čakamo na sodbe sodišč in veliko ljudi bo to čakalo in lahko čakamo še dosti let do tega. Ampak vse stvari, ki smo jih mi videli, ki sem jih jaz videl na lastne oči v Gazi, v mojem pogledu kažejo na genocid. Jaz nisem mednarodni pravnik, se strinjam iz tega vidika, ampak sistematičen način vojskovanja izraelske vojske v Gazi nedvomno kaže na dejstvo, da želijo narediti čim večjo škodo temu ljudstvu v celoti. Zdaj lahko to propagandirajo kakor boj proti Hamasu, ampak realno gledano 2 milijona civilistov trpi iz tega razloga tam. In mislim, da je končni vidik Izraela je že bil več desetletij, da preprosto ni nobenega Palestinca več na njihovem ozemlju. Kaj pa ste videli na lastne oči v Gazi? Ogromno. Kaj je tisto, kar se verjetno tudi s psihoterapevtom pogovarjate? Mislim, nedvomno je uničenje je tako, kakor se ga ne more po mojem noben predstavljati. In upam, da zdaj, ko se to premirje naredi, da se spusti noter tudi mednarodne novinarje, ker pač preprosto rečeno svet očitno ne verjame palestinskim novinarjem, ampak mislim, da bo kdorkoli pride v Gazo in vidi nivo uničenja, bo šokiran, pretresen in mislim, da se vsakmu od nas neki zlom, ki se nikoli ne bo popravil tam noter, sam zaradi tega, koliko je uničenja. Izjemno težko je gledati ljudi, ki so izstradani, in to je moja zadnja misija v avgustu sigurno bila taka. Tako da, ja, definitivno je ogromno stvari je tam in smo jih mi videli. In gremo lahko bolj v podrobnosti, če vas zanima, ampak ja. Nedvomno je dejstvo, da ljudje živijo v težko opisljivih okoliščinah, v šotorih. Mi dostikrat delamo z žrtvami eksplozivnih ubojnih sredstev, to ljudje, ki so bili težko poškodovani, ki imajo poškodovane hrbtenice in so paraplegiki, ki so izgubili roke in noge in živijo v teh šotorih na plažah poleti na 40 stopinjah, brez kakršnekoli oskrbe, brez hrane, brez vode, ke piha veter in tisto mivko meče na te rane. Rane se gnijejo, pač črvi prihajajo ven iz teh ran in tako naprej. To je nedvomno pač izjemno, izjemno težko gledati in biti priča. Mi dovolite podvprašanje. Torej, nekdo naleti na ubojno sredstvo, mu odtrga ud in potem se zgodi kaj? Brez operacije, brez da bi to nekdo zašil, se s tem zgodi kaj? Torej spet je, in to mislim, da se včasih ljudje ne zavedajo, treba je gledati Gazo v časovnici od začetka pa do danes. Recimo, če se je to zgodilo nekje na začetku, so še nekatere bolnice dejansko obstajale in so bile funkcionalne. In so ljudje lahko dobili neko določeno količino operacij, v kolikor je rešilec recimo prišel do njih, in jih lahko pripeljal do bolnice. Sčasoma, ko gremo naprej, je funkcionalnih bolnic vedno manj. Do recimo danes, kjer jih je praktično, so neobstoječe, razen recimo terenske bolnice humanitarnih organizacij, ki so pač opremljene, kakor Izrael pusti noter prinesti zdravil. Kar pomeni, da kasneje v vojni, v tem konfliktu, ko si bil poškodovan, manj si imel verjetnosti, da boš dobil neko profesionalno pomoč, medicinsko. In se je dostikrat zgodilo in dosti takih žrtev, s katerimi mi delamo, je takih, ki so bile operirane triažno, in na hitro in brez anestezije, in brez nujno tistih stvari, ki bi jih doktorji potrebovali pri samih operacijah. In so prišle do komplikacij in rabijo zdaj dodatne operacije, da lahko popravijo tiste prve. Dosti jih bo potrebovalo, velika večina bi potrebovala medicinsko evakuacijo, ki izraelska vlada ne pusti, oziroma pač izjemno malo ljudi pusti, da grejo čez mejo, ker so pač preprosto njihove rane zunaj trenutne sposobnosti medicinske arhitekture v Gazi.